Lepo pozdravljeni in seveda dobrodošli na prvi tematski konferenci Digitalno in zeleno ne pade z neba. Gre seveda za konferenco, ki poteka v okviru projekta s precej dolgim naslovom in sicer takole zveni: Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, vključno z vajeništvom, prenova višješolskih študijskih programov ter vzpostavitev digitalno podprtih učnih mest 2022-2026. Gre za dolg naslov, zato ga bomo tako za, pogovorno rabo znotraj te konference in samega projekta malce skrajšali in poimenovali kar modernizacija poklicnega izobraževanja. Gre pa seveda za projekt, ki poteka v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Vodi ga kdo drug kot Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Vsem skupaj naj v imenu ekipe centra voščim še enkrat toplo dobrodošlico. Izjemno pa smo veseli, da je z nami tudi minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Dario Felda. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Prav tako državna sekretarka Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, gospa Jasna Rojc. Vsi mislim, da dobro vemo, da v teh dneh bolezen ne počiva in kakšnega gosta oziroma tudi kakšnega od obiskovalcev je bolezen priklenila na posteljo. Tako se je zgodilo tudi z državnim sekretarjem Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport z Matevžem Frangežem, ki bi moral biti danes z nami, a vendar je obležal, zato mu pošiljamo samo, dobro energijo, da se čim prej postavi nazaj na noge. Z nami je tudi predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospa Irena Kuntarič-Hribar. Pa predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije, izvršna direktorica za strateški razvoj in internacionalizacijo, Marjana Majerič. Dobrodošli. In pa predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Blaž Cvar, in pa generalni direktor Danijel Lamperger. Seveda pa pozdravljam direktorje javnih zavodov, direktorje šolskih centrov, ravnatelje poklicnih in strokovnih šol, druge odločevalce, socialne partnerje, raziskovalce in pa vso ostalo zainteresirano javnost. Še enkrat lepo pozdravljeni in dobrodošli. Projekt modernizacije poklicnega izobraževanja je namenjen modernizaciji poklicnega in strokovnega izobraževanja na način, ki bo omogočal krepitev kompetenc za digitalni in zeleni prehod, večjo prilagodljivost, odpornost ter odzivnost poklicnega in strokovnega izobraževanja na potrebe gospodarstva in družbe ter lažji prehod iz izobraževanja na trg dela. Nekako v grobem lahko to v teh parih stavkih povemo nekaj o projektu. Preden pa gremo k samim pozdravnim nagovorom, pa naj seveda še enkrat opozorim, da tisti, ki morebiti še niste uspeli, vabljeni seveda, da se ustavite tudi pri naših stojnicah tam v preddverju. Na teh stojnicah si boste lahko pogledali nekaj o samih projektih in pa nacionalnih koordinacijskih točkah, ki jih izvajamo na CPI. To bo možno seveda v okviru naše kave oziroma naše pavze tam nekje med 11:15 in 12 uro. Če se pa ozremo še na mojo desno ali na vašo levo, tukaj pa je z nami kolegica Špela Gorjan, ki bo ves čas malce risala, delala takšne in drugačne miselne vzorce. Gre za zarisovalko, s pomočjo katere bomo skupaj takole ob koncu pogledali razne povzetke, kaj vse smo povedali in ugotovili na tem tematskem delu današnje konference. K prvemu uvodnemu pozdravu, spoštovane in spoštovani, vabim v.d. direktorja Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Aleksandra Sladojeviča. Spoštovani minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Dario Felda. Spoštovana državna sekretarka na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, gospa Jasna Rojc. Spoštovani predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospod Blaž Cvar. Spoštovana direktorica za strateški razvoj in internacionalizacijo na Gospodarski zbornici Slovenije, gospa Marjana Majerič. Spoštovani visoki predstavniki ministrstev, direktorji javnih zavodov, šolskih centrov, ravnatelji, kolegi in ostali udeleženci.
Z veseljem vam izrekam dobrodošlico in vas pozdravljam na prvi tematski konferenci projekta Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, vključno z vajeništvom, prenovo višješolskih študijskih programov ter vzpostavitvijo digitalno podprtih učnih mest, ki smo jo izzivalno naslovili Digitalno in zeleno ne padeta z neba. Živimo v času, ko je postalo govoriti in biti moderen, digitalen in zelen pravzaprav zelo modno. Za hip se ustavimo ob teh besedah in poskusimo ugotoviti, kaj pomenijo za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja. Zagotovo so to nove tehnologije, novi poklici, to so digitalizacija in avtomatizacija, robotizacija, tudi umetna inteligenca, trajnost in ohranjanje okolja. In še bi lahko naštevali vplive, ki posegajo vse pore našega življenja in s tem neizbežno tudi v naš sistem izobraževanja. Da so ti dejavniki, ki napovedujejo spremembe, pomembni in jih je potrebno vključiti tudi na področje poklicnega in strokovnega izobraževanja, kaže tudi visoka udeležba odločevalcev in ostalih ključnih akterjev na današnji konferenci. Vsebinski del konference bo otvorila gospa Helena Žnidarič, vodja projekta, ki bo v svoji predstavitvi podala nekaj iztočnic na temo digitalnega in zelenega v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter nas seznanila z bistvenimi informacijami o poteku projekta. Zeleni in digitalni izzivi so vse prisotni in Slovenija ni edina država, ki se z njimi sooča. Vključujemo jih v izobraževalni sistem, tako na sistemski kot tudi na izvedbeni ravni. Zato se bomo danes seznanili tudi z glavnimi dosežki in zgodbami o uspehu prenove litvanskega sistema poklicnega izobraževanja, ponovno v smeri podpore sistema zelenemu in digitalnemu preoblikovanju gospodarstva. Predstavila nam jih bo namestnica ministra za izobraževanje, znanost in šport iz Republike Litve, dr. Agne Kudaravskijene. Dr. Kudaravskijene, we warmly welcome you to the heart of Slovenia's professional community in vocational education and training. To, da digitalno in zeleno res ne padeta z neba, bosta svojimi predstavitvami potrdila tudi dr. Gregor Torkar z Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in dr. Marko Radovan z Filozofske fakultete, prav tako Univerze v Ljubljani. Ker je naš cilj vzpostavitev kakovostnega in seveda modernega, digitalnega in zelenega sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja, bomo prisluhnili še predstavniku gospodarstva, magistru Tomažu Blatniku iz podjetja Revoz, kjer je digitalizacija postala pravzaprav že tradicija. V vzporednih delavnicah, ki bodo potekale v sklepnem delu programa, pa se nadejamo predvsem vašega prispevka in razmislekov o možnostih vključitve digitalnega, zelenega in trajnostnega ne samo v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, ampak predvsem v smernice za njihovo pripravo. Projekt Modernizacija poklicnega izobraževanja, ki ga vodi Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, je osrednji razvojni projekt na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja pri nas. Temeljni namen in cilj projekta je krepitev kompetenc za digitalni in zeleni prehod ter razvoj prilagodljivosti in odzivnosti poklicnega izobraževanja na potrebe trga dela in širšega okolja, vključujoč celotno populacijo. To bomo dosegli s prenovo 5 srednješolskih programov do konca leta 2024 in prenovo 20 dodatnih srednješolskih ter 16 višješolskih programov do konca projekta leta 2026. Aktivnosti bomo izvajali v 2 korakih. Sprva bomo v prenovi naslovili digitalno in zeleno, temu pa bodo v naslednjem koraku sledile še korenitejše spremembe, utemeljene na opravljenih študijah posameznih strokovnih področij. S temi bomo pridobili odgovore na vprašanja, kako modernizirati, ozeleniti in digitalizirati programe za prihodnje generacije. Če na današnji konferenci naslavljamo srednješolske programe, je prostor za socialni in strokovni dialog na področju višjega strokovnega izobraževanja že stekel v okviru 2. letnega posveta o višjem strokovnem izobraževanju, ki ga je organizirala Skupnost višjih strokovnih šol Slovenije. Tudi tam so ravnatelji, predavatelji in ostala strokovna javnost sodelovali v odprti razpravi o pomenu razvoja spretnosti za prihodnost in izzivih, ki jih prinaša prenova višješolskih študijskih programov. Ob koncu bi vas želel povabiti tudi k prijavi na naš javni poziv, ki je odprt do 4. decembra in ga lahko najdete na naši spletni strani. Z javnim pozivom med svoje vrste vabimo zunanje strokovnjake, ki bodo lahko sodelovali pri prenovi in pri implementaciji izobraževalnih programov.
strokovnjake, ki bodo lahko sodelovali pri pripravi dokumentov za umeščanje ključnih kompetenc v izobraževalne programe, tiste, ki bodo želeli sodelovati pri izvedbi študije na 2 strokovnih področjih, na podlagi katere bomo ugotavljali trenutne potrebe po poklicih in na tej osnovi oblikovali priporočila za izboljšanje izobraževalnih programov. In ker pa si razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja ne predstavljamo brez strokovnjakov iz gospodarstva, gre vljudno vabilo tudi njim. Ob poslušanju predavateljev in kasneje na delavnicah si želimo z vami vzpostaviti trajen dialog, ki bo pomemben, če ne celo ključen, da digitalne in zelene ter druge bistvene spremembe, ki jih želimo vpeljati v sistem, tam tudi zaživijo. Če pogledamo akt o ustanovitvi Centra za poklicno izobraževanje, bomo ugotovili, da poleg Vlade Republike Slovenije sta še 2 soustanoviteljici, in sicer Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in pa Gospodarska zbornica Slovenije. Zato je prav, da tako uvodoma k besedi povabim tudi predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospoda Blaža Cvara. Spoštovani minister, spoštovani vršilec dolžnosti direktorja CPI, spoštovani predstavniki ministrstva, kolegice in kolegi, spoštovani udeleženci, prav lepo pozdravljeni. Kot zastopnika interesov gospodarstva, predvsem malega gospodarstva, torej majhnih obrtnikov in podjetnikov, kar počne torej Obrtno-podjetniška zbornica, najbrž pričakujete, da povem, kakšno je stanje na terenu. To je tisto, kar namreč dnevno spremljamo. To so pozivi, to so pobude in predlogi naših članov, obrtnikov in podjetnikov, torej gospodarstva, ki zaposluje. In najbrž je že vsem povsem jasno, da pred leti pomanjkanje kadrov zgolj v nekih, imenujemo jih, deficitarnih poklicih, je to preraslo v številne panoge, če ne pravzaprav že vse delovno intenzivne panoge. In ni potrebno neke študije, da pravzaprav ugotovimo, kje tiči vzrok. Začne se že pri demografskih kazalnikih. Kaj moramo na tem področju storiti, drage Slovenke in Slovenci, najbrž vsem povsem jasno, ampak potrebujemo nekaj časa, da to seveda popravimo. No, žal zaradi tega moramo, žal, zaposlovati tuje delovno silo. Če pa želimo, bi rekel, te kadre ali pa bodoče kadre pri nas usposobiti in pravilno usmeriti, pa je potrebno najbrž postoriti kar nekaj stvari. In zato smo tukaj, tudi tukaj. Mlade seveda poskušamo pravilno usmerjati s tem, da poskrbimo za primerno promocijo teh poklicev. V Obrtno-podjetniški zbornici se pač trudimo na različne načine, da usmerimo mlade njim primeren način. Tukaj imamo oddajo Vizionar, ki je na sporedu vsako soboto na prvem programu Televizije Slovenija. Imamo Ulico obrti, ki organiziramo skupaj z Centrom za poklicno izobraževanje. Imamo še druge načine, da pač te poklice, bi rekel, čim bolj približamo tem mladim. To pa seveda še ni vse. Ta digitalizacija, ta pot, ki bo še bolj približala te poklice mladim, je tisto, kar moramo vsekakor vnesti v te programe promocije. Vsekakor bo potrebna tudi modernizacija učnih programov. Najlažje je reči, dajmo posodobiti vajeništvo. Vsi vemo, kje tiči razlog, tako na strani delodajalcev, kot tudi samega sistema. In verjamem, da skupaj zmoremo in znamo zadeve, ki pač niso bile najbolje, bi rekel, pokrenjene oziroma zagnane, da jih tudi popravimo. In to bomo zagotovo tudi storili. Tako da, spoštovani in spoštovane, to je le nekaj izzivov, ki nas čakajo. Verjamem, da bomo skupaj to seveda zmogli. Naš skupni cilj je torej imeti kakovosten in usposobljen kader. Le tako bomo lahko imeli tudi uspešno gospodarstvo, ki bo
omogočalo blaginjo za vse državljane Republike Slovenije. Hvala lepa za pozornost. Kar precej se omenja pomen gospodarstva in še se bo v današnjem dnevu, zato je tudi prav, da izpostavimo, da med pomembne partnerje CPI spada in sodi ravno Gospodarska zbornica Slovenije. Z nami je izvršna direktorica za strateški razvoj in internacionalizacijo Gospodarske zbornice Slovenije, gospa Marjana Majerič, ki jo vabim pred mikrofon. Spoštovani minister, dr. Darja Felda, državni sekretarji, spoštovani predstavniki šol, predstavniki podjetij in pa spoštovani gostje. Naj v začetku upravičim odsotnost predsednika Gospodarske zbornice, gospoda Tiborja Šimonka in pa generalno direktorico, gospo Vesno Nahtigal, ki se žal konference ne moreta udeležiti, saj danes na Brdu pri Kranju Gospodarska zbornica organizira vrh slovenskega gospodarstva, ki smo ga letos poimenovali Uglašeni v razvoju. Veseli nas, da je Gospodarska zbornica ena od ustanoviteljic Centra za poklicno izobraževanje in da smo na področju poklicnega izobraževanja tesni sodelavci z vami vsemi danes tukaj zbranimi. Na GZS se zavedamo, da gospodarska krajina skupaj z aktivno populacijo doživlja preobrazbo, ki jo zaznamujejo zeleni prehod, digitalna revolucija, prav tako pa tudi novi poslovni modeli, trajnost, inovativnost in pa seveda prednostno potrebe po novih kompetencah zaposlenih. Zato, če želimo ohraniti konkurenčnost, če želimo uspešno slediti vsem tem spremembam, je nujno, da tudi naše poklicno izobraževanje sledi tej dinamiki. Gospodarska zbornica Slovenije zelo resno in pa odgovorno deluje na proaktivnosti povezovanja gospodarstva z izobraževanjem na celotni vertikali. Še posebej intenzivno pa na področju poklicnega izobraževanja. Letos aprila smo zato podpisali tudi zgodovinski pakt z vsemi slovenskimi univerzami, raziskovalnimi inštituti, vlado in gospodarstvo, saj se zavedamo, da je potrebno narediti preskok iz miselnosti majhnosti v miselnost velikih. Številni med vami veste, da je Gospodarska zbornica za partnerji že leta 2015 ponudila odločevalcem v tej državi model dolgoročnega napovedovanja poklicev in kompetenc prihodnosti, kajti zavedali smo se, da kot mala in gospodarsko ranljiva država potrebujemo ustrezno izobraževanje in pa usposobljanje ljudi, če želimo odgovarjati na hiter razvoj, da bi ostali konkurenčni, če ne že vodilni na evropskem in pa globalnih trgih. Žal do take nujne podpore še do danes ni prišlo in še vedno nimamo celovitega sistema napovedovanja kompetenc. Seveda nas tudi to zavira pri razvoju konkurenčnosti, zato je naše povezovanje na področju razvoja kompetenc, kot je tudi danes in pa v prihodnosti, ne samo vezanih na dvojni prehod, še toliko bolj nujno. Povezovanje je nujno tako na ravni strateškega razmisleka in izboljšav, kot tudi na področju implementacije razvoja poklicnih in strokovnih kompetenc, saj le skupaj lahko zadržimo odliv visoko izobraženega kadra, tudi strokovnega kadra v ostalih poklicih, mladih iz celotne Slovenije. Zavedati se moramo tudi, da tuj trg dela, predvsem pa plačno bolj stimulativna okolja iščejo deloven, izobražen kader in pa ponudba vrednosti tujih držav je stalno bolj mikavna. Na Gospodarski zbornici zato razbijamo stereotipe glede na spol in spodbujamo ženske za vstop na področje tehničnih poklicev. Zraven tega imamo tudi potujočo predstavo naših poklicev, deficitarnih in pa tudi tistih, ki so potrebni v prihodnosti.
In pa tudi že 3. leto zapovrstjo vodimo program GZS za mlade, kajti zavedamo se, da si mladi želijo vključenosti tudi v reševanju realnih problemov znotraj svojega lokalnega, kot tudi nacionalnega okolja. Tako mladim zagotavljamo, da jih skozi 13 regijskih in 25 panožnih zbornic GZS vključimo v perspektivno in hkrati inovativno okolje gospodarstva, ter jim skozi proaktivno vlogo omogočamo sokreiranje konkretnih vsebin. Zavedati se moramo, da mladi razmišljajo in delujejo drugače. Zavedati se pa moramo, da so tudi njihove lestvice vrednosti in navad drugačne kot naše. Mladi se odločajo za perspektivne in zelo iskane poklice le, če je izobraževanje in praktično usposabljanje zanimivo, napredno, hkrati pa tudi zelo osebno in praktično. V sklepu pa mi dovolite, da izpostavim tudi pomembnost trajnostne in družbeno odgovorne komercializacije znanja. Naši izobraževalni programi morajo postati tesno povezani z gospodarstvom, kar pomeni, da moramo spodbujati prenos znanja iz izobraževalnih ustanov v gospodarstvo. Le tako lahko zapremo celotni cikel znanja in ga spremenimo v kreiranje vrednosti skozi inovacije ter konkurenčno prednost na evropskem in na globalnem trgu. Verjamem, da bomo danes skupaj prišli do izjemnih zaključkov za sodobni izobraževalni program, ki bo ustrezal potrebam sodobnega gospodarstva in vsakega posameznika. In za konec, dvojni prehod, kot tudi vse ostali izzivi vsakdana, ne more ostati le fraza, temveč je to naša skupna velika odgovornost. Dvojni prehod lahko uspešno izpeljemo samo, če smo uglašeni v razvoju, o čemer, kot že uvodoma rečeno, bomo danes zelo konkretno spregovorili z 7 ministri, tudi z vami, minister, in pa seveda z predsednikom vlade, sedanjim in pa tudi preteklimi. In pa hvala organizatorju za povabilo, tudi za tesno sodelovanje, za posluh in pa usklajevanje mnenj in pa potreb. Vsem pa Gospodarska zbornica Slovenije želi uspešno delo in odlične zaključke delavnic. Hvala. Hvala lepa, gospa Majerič. Veseli pa smo, da je med nami tudi predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospa Irena Kuntarič-Hribar. Spoštovani kolegi, spoštovani minister, predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice, Gospodarske zbornice, v glavnem moji kolegi, ki vas spremljam že več kot 15-20 let, ki ste del moje kariere, in danes me veseli, da se bomo pogovarjali o naši prihodnosti, prihodnosti vseh nas. Vključevanje digitalnih in zelenih kompetenc v izobraževalni sistem ter povezovanje z vedno bolj zahtevnim trgom dela je težka naloga, ki zahteva premišljeno načrtovanje in sodelovanje različnih deležnikov v izobraževanju in na trgu dela. Digitalne kompetence so sposobnosti, ki nam omogočajo učinkovito, odgovorno uporabo digitalnih tehnologij za različne namene, kot so učenje, delo, komunikacija, zabava in podobno. Zelene kompetence so sposobnosti, ki nam omogočajo prispevati k trajnostnemu razvoju, ki spoštuje okolje, človekove pravice, socialno pravičnost ter kulturno raznolikost. Obe vrsti kompetenc sta ključni za naš osebni in profesionalni razvoj, saj nam pomagata prilagajati se na hitro spreminjajoče se izzive in priložnosti, ki jih prinaša digitalna in zelena preobrazba. Menim, da je prenova izobraževalnih programov v smeri spodbujanja digitalnih in zelenih kompetenc pri dijakih, študentih in učiteljih prvi in temeljni korak oziroma naloga. Na ta način bodo teme, kot so podnebne spremembe, obnovljivi viri energije, krožno gospodarstvo, biotska raznovrstnost, robotika, umetna inteligenca in še bi lahko naštevali, pravilno umeščene v temeljne sodobne družbe. Seveda ob zavedanju, da je treba učitelje
redno usposabljati za uporabo digitalnih tehnologij in spodbujati uporabo zelenih vrednot pri njihovem poučevanju. Na trgu dela so bila podjetja primorana v digitalno in zeleno preobrazbo, predvsem v delu inovativnosti, konkurenčnosti in družbene odgovornosti. Skokovit napredek tehnologije je spodbudil zavedanje podjetij, da je treba nenehno vlagati v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za pridobivanje, nadgrajevanje digitalnih in zelenih kompetenc, ki omogočajo boljše prilagajanje na spreminjajoče se potrebe trga dela. Nenazadnje je digitalna in zelena preobrazba priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest, priložnost za izboljšanje kakovosti življenja in reševanje globalnih problemov. Hkrati pa pomeni izziv za zagotavljanje enakih možnosti, varovanja podatkov in ohranjanja kulturne identitete. Zahvaljujem se Centru za poklicno in strokovno izobraževanje za organizacijo današnje konference in za vabilo. Vsem nam pa želim uspešno delo in upam, da se bomo danes veliko naučili in najdli poti za naprej. Najlepša hvala. Takšni projekti, kot so prenove, so vedno stvar različnih akterjev in seveda lahko rečemo, brez različnih akterjev, brez dobrega sodelovanja tudi ni dobrih rezultatov. Zato smo zelo počaščeni, da je z nami tudi minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Dario Felda, ki ga vabim pred mikrofon. Spoštovana namestnica ministra za izobraževanje, znanost in šport Republike Litve, predstavniki Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospodarske zbornice in drugih zbornic, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, direktorji, ravnatelji in ostali prisotni. V današnjem času tehnološki napredek in globalizacija spreminjata delovna okolja in poklice. To posledično pomeni, da se pojavlja potreba zaposlenih po novih znanjih in kompetencah. Tradicionalni poklici se spreminjajo ali celo izginjajo, medtem ko se pojavljajo novi, ki zahtevajo povsem drugačen nabor veščin in znanj. Delodajalci iščejo posameznike, ki se lahko hitro prilagajajo novim tehnologijam, tudi digitalnim, in spreminjajočim se zahtevam trga. K višji konkurenčnosti gospodarstva, ki omogoča vzpostavitev bolj socialne in pravične družbe, pa tudi splošno blaginjo prebivalstva, prispeva tudi kakovostno poklicno in strokovno izobraževanje. Hkrati pa je tovrstno izobraževanje in usposabljanje gonilo inovacij in rasti ter vstopnica za uspešen digitalni in zeleni prehod. V poklicno in strokovno izobraževanje je vključenih skoraj 2/3 generacije slovenskih dijakov, kar predstavlja enega izmed največjih deležev mladih med državami Evropske unije. Poklicno in strokovno izobraževanje poteka v sodelovanju med šolami in delodajalci, zato je povezovanje in krepitev socialnega partnerstva med državo, šolo, podjetji in delodajalskimi združenji ključnega pomena za učinkovito in uspešno načrtovanje in izvajanje izobraževanja. Zbornice sodelujejo pri zagotavljanju ustrezno opremljenih učnih mest za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom v podjetjih, še posebej, ko gre za usposabljanje vajencev. Na ministrstvu poudarjamo, da morajo biti dijaki v času praktičnega usposabljanja z delom ustrezno zaščiteni in nagrajeni za svoje delo. Da bi ohranili privlačnost poklicnega in strokovnega izobraževanja za mlade ter zagotovili, da ostane visok delež mladih vključenih v to obliko izobraževanja, je nujno, da sistem nenehno posodabljamo in moderniziramo. S tem bomo zagotovili ustrezno usposobljene mlade za izzive sodobnega trga dela. Tudi to naslavlja projekt Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Posebej želim izpostaviti vlogo ravnatelja, ki je pomembna za uspešno izvedbo projekta. Za države, ki uspešno implementirajo spremembe na področju izobraževanja, je značilen velik poudarek na pedagoškem vodenju. To je pokazala tudi raziskava OECD.
Zavedati se moramo, da lahko odličnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju dosežemo le s strokovno usposobljenimi učitelji in drugimi strokovnimi delavci v šolah ter mentorjih v podjetjih. S projektom Modernizacija poklicnega in strokovnega izobraževanja Slovenija uresničuje priporočilo Sveta Evropske unije, sprejetega v novembru 2020, o poklicnem izobraževanju in usposabljanju za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost. Vse našteto se uresničuje tudi v projektu, kjer z različnimi aktivnostmi naslavljate aktualna družbena dogajanja in tehnološki razvoj. To so digitalizacija, dekarbonizacija, krožno gospodarstvo, obnovljivi viri energije, trajnost, pa tudi aktivno državljanstvo, višja bralna, matematična in finančna pismenost ter krepitev splošnih kompetenc. Razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja ni domena samo šolskega resorja. Večji razvojni preboj na tem področju lahko dosežemo le ob tvornem sodelovanju drugih ministrstev, reprezentativnih zbornic in drugih delodajalskih združenj, podjetij in sindikatov. Aktivnosti v projektu so zato medresorsko zastavljene in le povezovanje vseh deležnikov bo pripomoglo kakovostne usposobljenosti tako bodočih dijakov, kot tudi razvoju srednjega in poklicnega izobraževanja. Ob zaključku izrekam zahvalo Centru za poklicno izobraževanje za koordinacijo projekta, vsem ostalim sodelujočim za sodelovanje in podporo pri uresničevanju ciljev in namena projekta. Udeležencem današnje konference in sodelujočim v projektu želim strokovno bogato in uspešno delo in vsekakor si želim tvornega sodelovanja med našim ministrstvom, ki je nekako zadolženo za vse mlade, ki vstopajo v neko izobraževanje in zlasti pri tem, torej pri srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju, nujno sodelovanje z mnogimi drugimi resorji in drugimi združenji. Hvala lepa.